Pedro Opeka tudi v Medvodah. Z Miklavžem prižgali praznične luči. V tednu karitativne dejavnosti. Po tretji oddaji Klic dobrote. Za veseli dan kulture v Vrbo. Dan za spremembe v Pirničah. Z zborovskim petjem bogat vikend. Fotografska razstava Skupaj. Avtorski album Medvode to LA. V Medvodah je badminton doma. Lepo pozdravljeni. Tokratno oddajo začenjamo z odmevnim dogodkom, kjer je glavno vlogo odigral misionar slovenskih korenin Pedro Opeka. V razprodani medvoški telovadnici je bilo v ponedeljek zvečer namreč osrednje pričevanje misionarja z Madagaskarja. Zbralo se je veliko ljudi od blizu in daleč. Pedro Opeka je spregovoril o svojem delu na Madagaskarju, pa tudi o odraščanju v Argentini in o tem, kaj je prosil predsednica Slovenije. Pedro Opeka je v slogu zvezdnika prišel v medvoško dvorano in navdušenju ni bilo videti konca. Več kot 3000 obiskovalcev je z aplavzom pozdravilo misionarja, ki je svoje življenjsko poslanstvo našel v pomoči najšibkejšim. Dober večer, Slovenija! Dober večer! Obisk Pedra Opeke v Sloveniji je namenjen zbiranju sredstev za najrevnejše prebivalce malgaškega glavnega mesta, ki živijo v skupnosti Akamasoa, ki jo vodi naš misionar. Obiskovalci so prišli iz vsepovsod in pričakovanja so bila velika. Odkot ste danes prišli? Iz Bil, nedaleč. Povejte, kako to, da ste se odločili, da se udeležite tega večera s Pedrom Opekom? Ja, ne vem, koliko sem to zaslišala, me je zagrabilo, da grem na ta koncert ali pač na to srečanje. No. Pa spremljate njegovo delo, zakaj vam je všeč? Ja, se vem, da je dobrodelen človek, tako da zelo všeč. Smo veseli pa ponosni, mislim, da smo izbrani, da se Pedro Opeka, z glasom Peter Opeka v naši občini in spremljamo ga že ves čas pravzaprav, no, tako da smo zelo veseli, ponosni na njega in mu želimo vse najboljše. Slišala sva, da je zelo veliko pomagal otrokom v Afriki in pač se naj jo zanimala, ne, kako zdaj. Pa pač rada bi slišala, ne, tudi super človek je, tako da. Kdo pa vam ga je predstavil, kje sta prvič slišala za njega? Ja, meni je ata za rojsten dan posodil knjigo o njemu, sem prebral, pa prmaš sem slišal večkrat. Pedro Opeko že nekaj časa spremljam in dejansko tako me je zelo navdihnil večkrat in tako sem zelo vesel, da je prijateljica danes po nekem naključju prišla z vabilom in z kartami, tako da sem super vesel, da ga bomo slišali tlele. Kaj pričakujete od današnjega večera? Velike inspiracije, iskrenosti pa ene zgodbe, od katere se bom lahko nekaj tudi sam naučil. In res ni razočaral. Celoten pogovor z voditeljem Juretom Seškom je opravil kar v stoje, saj ni vajen sedeti križem rok. Ko se borite proti skrajni revščini, ne morete sedeti. Ne znam sedeti, je povedal na začetku pričevanja. Na vprašanje o tem, kako se počuti v Sloveniji, je povedal, da se počuti kot doma. Mene so vprašali 200 univerzitetnih študentov, ki so študirali sociologijo, pa so mi rekli, ti misionar, odkot prihajaš, odkot si? Jaz? Ja, odkot prihajaš, odkot si? Jaz prihajam iz planeta Zemlje, jaz sem zemljan, kaj pa vi, odkot pa vi? In je bilo 5 sekund tihote, potem pa ploskanje in smeha. Vsi smo zemljani, kot misionar, duhovnik, smo zemljani najprvo. In potem vsak zemljan ima tudi eno domovino. Brez doma, jaz imam zdaj več domovin, ampak korenine so tukaj v Sloveniji. Pripovedoval je očetovo zgodbo, kako je leta 1945 po pobegu z prizorišča povojnih pobojev več kot mesec dni preživel v gozdu. Na očetovo prošnjo je Pedro na Madagaskarju zgradil kapelo, posvečeno sveti družini, zaradi katere so tam posadili še gozd. O spominu in spravi je spregovoril tudi s predsednico države Natašo Pirc Musar. 78 let kasneje, kako bomo mi še
živeli v sovraštvu. Mi moramo se odpustiti enim drugim, priznati napake in se oprostiti. Slovenija je majhna po številu prebivalcev. Antananarivo, glavno mesto Madagaskarja, ima 3 milijone ljudi. Mi smo pa po celi Sloveniji 2 milijona 100 tisoč. Kako ne bomo mi skupaj? In danes mi je sprejela predsednica Republike Slovenije zelo prijazno, z velikim veseljem. Mi je celo rekla, se ne bomo rokala, se bom objela. In sva se objela s predsednico Republike in sem njej tudi na koncu razgovora dal tudi pismo, eno prošnjo in pobudo za spravo, da se vrne vsem našim rojakom, ki so bili ubiti po drugi svetovni vojni, dobro ime in da imajo en kraj, kjer bi položili vse te naše brate in sestre, ki so bili ubiti, in da bi vsi skupaj tam molili in se njih spominjali. Spregovoril je o svoji mladosti v Argentini, ljubezni do nogometa in svojem delu na Madagaskarju. Revščina se je v teh letih tam še poglobila, saj število prebivalcev strmo narašča. V več kot 30 letih se je povečalo za 5-krat. Pedro Opeka bo vsa zbrana sredstva, ki jih je pridobil v času svojega obiska, namenil prav reševanju lakote in revščine na Madagaskarju. V celoti smo pogovor predvajali včeraj, ponovitve pa bodo še jutri dopoldan in v nedeljo popoldan. Še 2 svetovno znani osebnosti bomo gostili v Medvodah ta konec tedna. V nedeljo dopoldan v Baru kulture bosta svoji knjigi predstavila alpinista Viki Grošelj in Reinhold Messner. Vabljeni. Pa smo tudi med vodami prižgali novoletne lučke s sedaj že klasičnim programom, ki je vključeval osnovnošolske pevske zbore in nastop godbe Medvode. Zato, da bo prižig lučk ostal zapisan v zgodovino, pa so poskrbeli pevci novo nastale medvoške mladinske pevske zasedbe, ki jim je bil ta nastop premierni. Seveda pa ni manjkal niti Miklavž, niti Sorške hudobe. Tradicionalni dogodek o prižigu novoletnih lučk je letos minil brez odštevanja do prižiga luči, saj so le-te krasile tako prireditveni prostor kot cele Medvode že pred pričetkom prireditve. Navkljub zgledom iz sosednjih občin pa novoletne jelke prireditelji niso poimenovali ženskim imenom, saj posebnega drevesa v občini v skladu z zeleno politiko niti niso požagali v ta namen. So pa lepo osvetljena drevesa v centru Medvod. Prireditev, ki jo je vodil med mladimi zelo priljubljen radijski voditelj Matic Herceg, je bila tako zaznamovana z nastopi otroških pevskih zborov, ki so posledično privabili številne starše, stare starše in sorodnike nastopajočih, tako da je bil prireditveni prostor dobro napolnjen z obiskovalci. Tako so poleg že tradicionalne medvoške godbe nastopili pevski zbor Kitica in mladinska vokalna skupina osnovne šole Medvode, otroški pevski zbor osnovne šole Pirniče in mladinski pevski zbor osnovne šole Preska. Otroški pevski zbor osnovne šole Preska je zapel tudi avtorsko pesem Lučke njihovega zborovodja Pavla Dolenca. Kar 40 otrok pa je sestavljalo otroški pevski zbor osnovne šole Simona Jenka. Prvič se je na odru predstavila mladinska vokalna skupina Medvode, ki je nastala letošnjo jesen in združuje mlade nadobudne pevke in pevce, ki počasi zapuščajo osnovnošolske klopi in se podajajo na samostojno pot srednješolskega učenja. Skupina, ki deluje pod okriljem javnega zavoda Sotočje Medvode, svoje glasove pili v kulturnem domu Medvode pod budnim mentorstvom Petre Haller. Seveda je bil za številne nadobudneže vrhunec večera prihod svetega Miklavža, ki ga je na poti iz Sore spremljala tudi Sorška hudoba. Prvi iz niza decembrskih dobrih mož je s priložnostnim nagovorom in darilci navdušil otroke. Za lepe besede vsem obiskovalcem pa je bila tokrat zadolžena medvoška podžupanja Mojca Murnik. Najbolj čas, ki je pred nami, poln toplih trenutkov z družino in prijatelji, obdan z radostjo in srečo.
Naj bodo naša srca polna hvaležnosti in naj nas spremljajo lepe misli in dobre ravnanje. Prireditev je uspela, organizatorji pa že vabijo na tradicionalno kuhanje čaja in kuhanega vina, ki bo na istem prizorišču prihodnje soboto. Hudobe Sorške pod tem imenom poznamo že od leta 1997. Takrat so se v Sori odločili, da miklavževanje spremenijo. Nič več niso hodili od vrat do vrat, ampak so miklavževanje pripravili sredi vasi in ga obogatili s kulturnim programom ob točno določeni uri ob 17:17. In to drži še danes. Miklavževanje so zaradi epidemije COVID-19 za 2 leti preselili na splet, lansko leto in letos pa spet poskrbeli za oboje. S 3 kratkimi filmi z naslovom Dopust, Prileteli angeli in Miklavžev klic so napovedovali glavni dogodek ob istem času na istem kraju, torej srečanje v živo v parku v središču Sore. Ideje zanje sta ponovno soustvarjala Anže Plešec in Ana Weber, slednja je ponovno tudi avtorica teksta glavnega dogodka, sam scenarij celotnega dogajanja pa je plod širše delovne ekipe. Projekt Miklavževanje, ki ga finančno podpira tudi občina Medvode, povezuje Hudobe Sorške in člane različnih sekcij Kuda Oton Župančič Sora. Ponovno se jim je pridružila tudi ekipa rožanske muzike, zapel pa je tudi šolski zborček. Rdeča nit miklavževanja v Sori je iz leta v leto enaka, da dobro vedno zmaga nad slabim. In ne glede na to, kako hudo strašno Hudobe Sorške zgledajo in rjovejo, letos so v svoje vrste pridobili tudi sorškega krempelca, tudi ti vedno podležejo dobroti angelov in svetega Miklavža, ki je letos z nami delil tudi prigodo, kako sta se sprijateljila z Luciferjem. O Miklavževem sejmu v Barki in prazničnem sejmu v osnovni šoli Medvode pa v prihodnji oddaji. Upanje za vse je bilo geslo letošnjega tedna Karitas, ki je potekal od ponedeljka 27. novembra do nedelje 3. decembra, do prve adventne nedelje torej. Dobrodelnost in prostovoljstvo nas združujeta, še posebej, kot se je izkazalo to poletje, ko skupnost zadane nesreča. V teden Karitas se je ponovno, in to že 32. zapored, vključila tudi naša televizija z oddajo Klic dobrote. Po odločitvi župnijskih Karitas smo zbrana sredstva tokrat namenili Nadiji Avramovič iz Zbil, ki je v septembrskem požaru ostala brez doma. Dobrih 800 evrov smo zbrali z vašo pomočjo. Hvala vsem darovalcem, tudi v imenu vseh župnijskih Karitas. 14. septembra ob 13:05 je v naselju Zbilje zagorelo v pritličju stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Preska Medvode, Zbilja in Smlednik so požar, ki je uničil spalnico, sobo in kuhinjo v pritličju, pogasili, prezračili prostore in objekt pregledali s termovizijsko kamero. Zaradi hitrega posredovanja gasilcev se požar ni razširil v prvo nadstropje in ostrešje objekta. Tako se glasi uradni zaznamek, ki je Nadiji Avramovič vzel dom, ki si ga je zadnjih 8 let skupaj s čarama po smrti moža pri dobrih 50 poskušalo ustvariti s prenovo starejše stanovanjske hiše, ki so jo kupili pred tem. Tele naši iz Zbil so prišli, ne vem koliko, ker jaz sem bila čist. No in so prišli tlele, so začeli gasiti in so videli, da je res hudo, pa so pa klicali pomoč. In hvala Bogu, in sem jim res hvaležna, da so rešili, drugače bi pa cela hiša zgorela. Cela. So rekli, če bi zamudili 3 do 5 minut, da hiše ne bi bilo. Danes je naša sogovornica hvaležna predvsem, da ni bilo smrtnih žrtev. Zagorelo je namreč v spalnici, kjer je počival njen 3-letni vnuk. Naenkrat Veron pride v kuhno, pa pravi, babi gori ogenj, babi ogenj gori. Jaz gledam, ga dvignem, tam v kuhni sem zadnji kozarc zapirala, njega vzignem, pogledam, res tlele, od tlele sem videla čez kuhinjsko okno, pa se pa cel 15-20 minut je teko do mene, lajo, dobesedno sam, da me ni za hlačnico vleko, da grem ven, preden se je Veronček zbudil. In najbrž ga je on zbudil, mislim, da ga je on rešil, kakor jaz tako mal. Mi smo jo obiskali konec oktobra, potem ko so se župnijske Karitas odločile, da se sredstva zbrana v oddaji Klic dobrote namenijo prav njej. Tiste najhujše posledice požara so bile že odstranjene. Ne vem, jaz nisem bila navajena tako pomoči, pa
Jaz sem res pridno delala 40 let, vzgojila sem 3 punce. Ne vem, kaj naj rečem. Mislim, meni pride vsak evro prav, ali pa vsako obleko, ki mi dajo, mi zelo prav pride. Kaj boste rekli vsem tistim, ki bodo darovali? Ja. Hvaležna bom, dokler sem živa. Za pripravo tradicionalnega koncerta župnijskih Karitas, ki smo ga v celoti predvajali tudi v oddaji Klic dobrote, je bila letos zadolžena župnijska Karitas Sora. Domačinom župljanom se je pridružil tudi dramski igralec Gregor Čušin. Ob tej priložnosti smo posneli tudi pogovor z župnikom Jožetom Čukom, ki je tudi po avgustu, čeprav ne bi odšel drugam, lahko ostal v Sori in z veseljem, kot pravi, sodeloval pri pripravah na koncert Karitas. Sredstva zbrana na koncertu so namenjena karitativni dejavnosti vseh 4 župnijskih Karitas. Karitas je latinska beseda in pomeni tista dejavna ljubezen. Pomeni, da vidimo ali pa skušamo videti vsakega človeka in se mi zdi, da je že v DNK Karitas, da se nikoli ne sprašuje, kdo je tisti, ki rabi pomoč, vsak je dobrodošel. Se pravi, ne glede na raso, vero, socialni status. In tukaj se mi zdi, da dejansko tudi pokažemo verodostojnost naše vere. V oddaji Klic dobrote smo prav za to priložnost na kratko predstavili tudi oblike pomoči, ki jih je Karitas namenil prizadetim v poplavah. Ja, največ, kar lahko človek pomaga, je ravno to, da pokažeš tem ljudem, da niso sami. Se pravi, obisk prav na domu, da tako rečem, teh ljudi, potem jasno pomoč, čisto konkretna, največkrat kar v denarju, kolikor je pač bilo v naši moči. Pa jasno, tudi slovenska Karitas je takoj, lahko rečem, da tukaj mislim, da že drugi dan ali tretji dan smo bili spodbujeni, da zbiramo sredstva, se pravi, da objavimo nabirko in ljudje so se res velikodušno odzvali. Ta povodenj ni poplavila naše dobrote, ampak jo je naplavila mogoče bolj na bregove in jo pokazala, da smo v svojem bistvu dobri ljudje. V pričakovanju odhoda iz Sore je Jože Čuk pri založbi Ognjišče izdal zbirko razmišljanj z naslovom Eno miljo dlje, ki so bili kot uvodniki v Farnem listu objavljeni od julija 1998 pa vse do julija letošnjega leta. Gre za kratka razmišljanja, opremljena razen 2 tudi z njegovimi fotografijami, med njimi tudi številni portreti kraja in časa ter seveda ljudi. Spremno besedo je napisala dr. Marija Stanovnik. Pravzaprav ona je bila prva, ki je predlagala, da bi to izdal v knjižni obliki že 10 let nazaj. Ampak se mi ni zdelo niti primerno, potem pa je tako naneslo, da sem razmišljal, morda bi bilo pa dobro, da ljudem to podarim ob tej priliki. Tako da knjiga je šla, jaz sem pa ostal tukaj. V oddaji Klic dobrote smo se pogovarjali tudi s Sanjo Tijosavljević iz Vikrč, ki je v imenu moža in 2 otrok podoživela 4. avgust. Okoli hiše in v hiši voda. Na srečo sta bila otroka še pravočasno predana v varstvo starih staršev. Najprej sem moža prosila, da pride ven iz hiše, ker ni hotel jeti, tako da pol je šel, čim je voda šla dol, so v bistvu oba dva začela delati. Hudo mi je bilo zaradi otrok, ker težko pač otroke daš nekam za toliko časa. In v bistvu vsak dan sva delala tako, da sva pospravljala. To je bilo ogromen muljev, vse res umazan. Katastrofalen je bilo. Leta 2011 sta hišo kupila, jo obnovila, leta 2015 vselila in letos avgusta skupaj z 2 majhnima sinovoma, mlajši je ravno na Miklavža praznoval 3. rojstni dan, se je upanje, da sta končno na zeleni veji spet zamaknilo v prihodnost.
Škoda je velika. Že tako, ko pogledam, recimo, ko smo šli pogledati ena vrata, ko smo imeli noter vrata, pa da ista vrata smo kupili, je v bistvu 100% narasla cena. A ne? Tako da o škodi res težko govorim. Je ogromna. Veliko nam je pomagala Jera iz Karitasa, a ne? Tudi ne samo finančno, tudi pogovorno. Prišli so tudi Rotary klub, socialna nam je prišla na pomoč. Tudi so prišli neki fantje, so nam pomagali pospravljati. Tako da, ja, družina nam je pomagala čuvati otroke, da smo lahko pač pospravila hišo. Znamo Slovenci pristopiti k sočloveku na tak pravi način? Ja, jaz mislim, tako kot sem jaz bila deležna, a ne, tudi recimo drugi, jaz mislim, da je to ta pravi pristop. A ne. Na koncu niti ni pomembno, koliko imaš denarja, v bistvu, da si človek človeku, a ne prijatelj. Mož Domen pred kamero sicer ni želel stopiti, sanja pa zgolj zato, da opozori, kako pomembna je sanacija vodotokov, da jim ne bi bilo več potrebno živeti v stalnem strahu. Kaj bi bilo mogoče potrebno postoriti zato, da bi se vaša družina bolj varno počutila v tej hiši? Jaz mislim, da je potrebno tukaj v Vikrčah urediti to strugo, a ne. Ko gledamo, se pravi, struga ni več taka, kot voda teče čist nekam drugam, kakor je prej, tule je ogromno peska, a ne, to je res potrebno urediti. Saj nismo samo mi, v bistvu, ko pride voda do nas, gre tudi čez celotne Vikrče. Spomnimo prav na slednje, kaj vse in kako bi bilo potrebno narediti od sotočja reke Save in Sore dolvodno, da bi bila zagotovljena varnost krajanov pred poplavami, je takoj po poplavah na Savske elektrarne, občino Medvode, Direkcijo za vode in še na druge naslove naslovila skupina krajanov Žontarjeve ulice s prvopodpisanim dr. Jožetom Duhovnikom. Nanizala je 9 potrebnih ukrepov. Oblikovana je bila delovna skupina, ki menda že dela konkretne korake. Več o tem prihodnjič, nadaljujemo pa s karitativno dejavnostjo. V Karitas Preska, ki je bila letos zadolžena tudi za našo oddajo Klic dobrote, so tako, kot je to že običaj v tem predadventnem obdobju, ponovno razdelili 300 vrečk. Večino njih, pa še kakšno svojo večjo, so župljani, seveda polno, tudi vrnili z namenom, da pride v roke ljudi, ki so pomoči potrebni. Ponovno stojimo pred vrečkami župnijske Karitas Preska. To je en tak običaj že pri vas tukaj. Ja, res je, to je že kar nekaj let. Imamo te rdeče vrečke, čeprav letos imamo malo pisano, ker nam je rdečih že zmanjkalo. Vsako leto na nedeljo v Bogih delimo te vrečke z majčkanim darilom noter, potli pa do nedelje Karitas nosijo ljudje nazaj darove svoje. Je kakšno priporočilo, kaj ne bi bilo v teh vrečkah, potem ko pridejo nazaj? Za letos nismo nič priporočali, ker so že ljudje navajeni, nekaj hrane, nekaj higiene, vsakega pomalo. Letos se je hrane in priboljškov ter higienskih potrebščin zbralo za 300 kg. V ponedeljek po prvi adventni nedelji so vrečke znosili iz cerkve v prostore Karitas pod cerkvijo. Prvo jih bomo mogli sprazniti, potem pa grejo na police in čakajo na uporabnike. Uporabniki pa so kdo oziroma kaj bo to, en dodatek k prazničnim paketom? Zdajle ja, drugače pa dodatek k rednim paketom, ki jih delimo na 6 tednov. In koliko je teh uporabnikov, se kaj število veča, manjša? Ja, mi imamo trenutno 25, tam okoli 25 družin in posameznikov, ki redno hodijo na 6 tednov po hrano. Potlej pa delimo tudi 2-krat letno velikim družinam to hrano. V teh dneh poteka tudi 16. skupna akcija Slovenske Karitas in Hoferja. Že prejšnji konec tedna in ponovno jutri, torej v petek 8. decembra popoldan in v soboto 9. decembra dopoldne bo pred Medvoškim Hoferjem potekala akcija zbiranja živil za otroke, osnovna živila in izdelki za higieno. Poleg donacije zbranih izdelkov bo vsaka trgovina Hofer prispevala tudi sama voziček osnovnih živil in higienskih izdelkov. V posebnem nabiralniku so preški župljani zbirali tudi sredstva za pomoč prizadetim v poplavah. Ja, smo zadovoljni z odzivom župljanov,
ker se je zbralo v tem nabiralniku kar zelo hitro 4000 pa še nekaj. In komu bodo namenjena ta sredstva? Direktno tistim, ki so imeli poplavljena stanovanja in so že na njihovem seznamu. To bo že tretja finančna pomoč. Škofijska Karitas je takoj po poplavah namreč iz svojih sredstev prizadetim v poplavah namenila po 200 oziroma 400 evrov pomoči. Preko Slovenske Karitas pa je bilo razdeljeno tudi 5 milijonov evrov državne pomoči. Varovanci vzgojno-izobraževalnega zavoda Fran Milčinski Smlednik so se 1. decembra že 24. leto zapored odpravili na 42-kilometrski pohod od Valburge do Prešernove rojstne hiše v Vrbi. S pravim maratonskim pohodom, poimenovali so ga Kulturno romanje, želijo po besedah vodje projekta Jožeta Rozmana na poseben način počastiti obletnico Prešernovega rojstva in ja, 3. decembra leta 1867 se je rodil tudi pisatelj Fran Milčinski, po katerem nosi zavod ime. Zadnja leta pohodniki na žalost na svoji poti nimajo prijaznega vremena. Lahko bi celo rekli, da jim vreme predstavlja večjo oviro kot dolžina poti. Tudi letos je bilo tako. Četudi vam posnetkov iz poti ne moremo pokazati, saj nam z našo kamero ni uspelo pohodnikov posneti na poti. Smo jih pa skupaj s predstavniki občine sprejeli na cilju v Vrbi pri Prešernovi rojstni hiši. Jaz moram tako res iskreno reči, da občudujem in vodstvo, predvsem pa dijake doma v Smledniku, da se že 23-24 podajajo na pot v Vrbo in to seveda na njegov rojstni dan. To je pa tudi dan, ki smo ga mi izbrali za občinski praznik in zdaj že 5. mandat, odkar županujem, lahko povem, da jih z velikim veseljem pričakamo tukaj v Vrbi, da jim izrazimo to zahvalo in spoštovanje in lahko rečem, da so v bistvu s tem svojim pohodom postali že tudi del naših praznovanj, tako da jih zdaj tudi uradno že damo na program in jaz si samo želim, da bodo vztrajali. Če se malo pošalim, lahko ugotovim, da dijake iz doma ne ustavi ne veter, ne dež in ne sneg, ko se odpravijo proti Vrbi. Letos so se pohoda poleg učencev in delavcev Smleškega zavoda udeležili tudi skupina otrok vzgojitelji iz vzgojnega zavoda Kranj in učenci in učitelji iz osnovne šole Fran Saleški Finžgar Lesce. To je naš tradicionalen projekt, že 24 let traja, tako da to je 24 izvedba. Smo zelo ponosni na to, potem smo prepoznani in vedno se nam pridruži zelo veliko ljudi, udeležencev pohoda, tako da ni to samo interna zadeva vzgojnega zavoda Smlednik, ampak je tudi širše zastavljena in smo tega zelo veseli. Želeli smo se priključiti že lansko leto, pa smo se odločili, da bomo šli letos zraven. Ideja je padla tudi na ta način, učencem so bile stvari predstavljene, nekateri so bili zelo zainteresirani. Mislim, da če bi bilo sred tedna, da bi bil kakšen delovni dan oziroma šolski dan, da bi bila ta udeležba otrok sigurno še večja. Moram pa reči oziroma pohvaliti čisto vse, ki so se kljub zelo slabi napovedi in slabemu vremenu udeležili tega pohoda, tako da jim lahko samo čestitam. Celoten pohod je res potekal v izjemnih vremenskih pogojih, vendar pa to pohodnikov ni preveč motilo. Smo 4 zjutraj se že dobili pred šolo, smo šli na avtobus in v šole odšli, je tam ravnatelj povedal, kar je bilo zapovedati pač. Smo šli, 3 ure smo hodili, prej smo šli na prvi postanek v Kranju. Pa smo še nekaj časa hodili, smo v Savcu šli na kosil, pa lepo do sem, smo imeli 12 ur pa 5 minut. Nismo samo poslušali muzike, mislim, tudi pogovarjali smo se pa drugače smo naredili tudi veliko novih prijateljev, tako da je kar fajn. Ja, začeli smo v dežju, končali smo z močnim metrom, moralo je bilo treba malo dvigovati, da bi bilo pa kakršne koli poškodbe, razen žuljev in mokrih superg pa ni bilo, no. Po koncu pohoda so organizatorji lahko ugotovili, da je celotna izvedba že tradicionalno uspela. V dnevih po pohodu pa je bila dobra novica tudi, da nihče od pohodnikov ni zbolel navkljub slabim vremenskim pogojem. To je velik zalogaj, tukaj moram reči, da največ oziroma praktično vse
pokrije z organizacijo gospod Jože Rozman, ki vsako leto zelo vestno in z velikim zanosom organizira to. Tako da tukaj je veliko logistike, veliko priprav, dogovarjanj z različnimi deležniki, s katerimi smo zelo hvaležni tudi, da sodelujejo z nami. To nam zelo veliko pomeni in najbolj pomembno pa je tudi, da pripravimo varno pot, da otroci in tudi spremljevalci varno pridejo na cilj. Ko so uspešno do konca pripeljali en projekt, je pred vodstvom zavoda že novi. Njihovo strokovno znanje je privedlo do sprememb pri organiziranosti dejavnosti. V teh dneh tudi se bomo uradno iz vzgojnega izobraževalnega zavoda Frana Milčinskega Smlednik preimenovali v strokovni center Frana Milčinskega Smlednik. Strokovni center pa pomeni, da smo razširili naš nabor vseh programov na zelo veliko različnih programov, ki prej niso bili del zavoda, se pravi, da sodelujemo tudi z celo Gorenjsko regijo in del Osrednje Slovenske, kjer se vključujemo tudi od vrtcev naprej pa do osnovnih šol in pomagamo reševati težave, da do namestitve v zavod sploh ne bi prišlo. Nova organiziranost pa ne bo vplivala na jubilejni 25. pohod, ki ga v zavodu že načrtujejo za prihodnje leto. Zdaj pa še ena manj praznična tema, projekt Čisto zate. Čeprav bi lahko bila tudi zelo praznična, kajti dolgo časa je projekt veljal za največji okoljski projekt v naši državi. Tako pa je spet pester mesec za nami, vsaj kar se tiče izgradnje povezovalnega kanala C0, ki naj bi kanalizacijo v naši in vodiški občini povezal z nadgrajeno čistilno napravo v Ljubljani. Upravno sodišče je namreč ugodilo tožbi Mestne občine Ljubljana in odpravilo odločitev okoljskega ministrstva, s katero je to zavrnilo njeno zahtevo, da se razveljavi odločitev Agencije Republike Slovenije za okolje, češ da se mora za izgradnjo kanala C0 s kineto izvesti presoje vplivov na okolje. Prav zaradi kanala C0 pa sta ljubljanska svetnica Vesna Jasminka Dedič in član organizacije Alpe Adria Green Miha Jazbinšek ovadila župane 3 partnerskih občin. Očitata jim generiranje sistemske korupcije. O teh 2 zadevah in o projektu Čisto zate nasploh v naslednjem prispevku županom občine Medvode Nejcem Smoletom, ki pa ni med ovadenimi. Kot rečeno, je upravno sodišče ugodilo tožbi Mestne občine Ljubljana in odpravilo odločitev okoljskega ministrstva, s katero je to zavrnilo zahtevo Mestne občine Ljubljana, naj se razveljavi odločitev Agencije Republike Slovenije za okolje, ki je leta 2020 odločila, da je za gradnjo kanala C0, zato ker so ga vdeli v varnostno kineto, treba izvesti presojo vplivov na okolje. Glavni argument Mestne občine Ljubljana je bil, da je agencija odločala o isti stvari 2-krat, kar pa ni dopustno. Sodišče je zadevo vrnilo nazaj na ministrstvo, naj ta v ponovnem postopku odpravi ugotovljene pomanjkljivosti. Ministrstvu in Arsu sodišče namreč očita pomanjkanje ustrezne obrazložitve. Zato se zastavlja vprašanje, kako velika je dejansko Jankovićeva zmaga. Zdaj bomo videli, kakšna bo odločitev ministrstva, potem bomo pa verjetno takrat prvič lahko govorili o tem, ali je zdaj mnenje ene ali druge strani bolj pravilno. Kako lahko to vrstne presoje nove nekako vplivajo na celoten projekt? Jaz mislim, da gre za precej unikatno situacijo tudi na nivoju države, zdaj širše ne vem, ker ne poznam, ampak na nivoju države pa zagotovo. Če gledam tisto, kar smo mi podpisali v naši pogodbi, torej da bojo dela zaključena, to bo do konca leta narejeno. Se pravi, dela v Medvodah so zaključena, kot smo povedali že večkrat, kar se nas tiče, tudi v večji meri pridobivamo uporabna dovoljenja. Na nekaterih manjših odsekih, tukaj govorimo res o podaljških kanalov, ki so bili narejeni, pridobivamo še popravke gradbenih dovoljenj, ampak ta del jaz res v ničemer ne vidim oziroma ne ocenjujem kot sporen. Še najtežji del od vsega je pridobiti zdaj tiste služnosti, kjer po projektu izvedenih del kakšna cev štrli pol metra bolj sem ali pa pol metra bolj tja. To je za nas trenutno največji izziv. Zdaj, kar zadeva faktur vezanih na C0, tukaj smo vsi oziroma obe partnerski občini nedavno dobili zelo velike visoke zahtevke, kar pomeni, da se počasi tudi ta del v celoti črpa.
kar je obremenitev za naš občinski proračun v letošnjem letu. Mislim, da če se ne motim, je bila faktura skoraj za 700 000 evrov, če ne še nekaj več. Kar pa tudi pomeni, torej, da zaključujemo na tem delu. Ko so dela zaključena, pa jaz res upam, da čim hitreje potem zadevo spravimo tudi v življenje. No, ker zdaj pa res že težko verjamem, da kdo razume, no se kdo razume, kdor pa ne želi, pa ne, ampak zakaj so cevi v zemlji že 2 leti, pa še vedno ljudje ne morejo biti priključeni. Torej ne gre za kaprico občine Medvode, upal bi si trditi, da tudi ne za kaprico Mestne občine Ljubljana, ampak preprosto zato, da tukaj ta cevovod še ni do te mere spojen, da bi lahko pač vse fekalije odtekale na ljubljansko centralno čistilno napravo, ki je bila znotraj tega projekta tudi pač nadgrajena. Zaradi kanala C0 sta ljubljanska svetnica Vesna Jasmina Dedič in član organizacije Alpe Adria Green Miha Jazbinšek ovadila ljubljanskega župana Zorana Jankovića, župana Vodic Aca Franca Šuštarja in nekdanjega župana občine Medvode Stanislava Žagarja. Očitate jim generiranje sistemske korupcije. Po njunem prepričanju gre v primeru gradnje kanala C0 za ponarejanje gradbenega dovoljenja od prvega v letu 2013, ko je bil medvoški župan še Žagar, do zadnjega v letu 2021. Koliko ste vi kot partner v občini Medvode, kot partnerica v tem projektu, nekako seznanjena z vsemi postopki, ki so povezani tudi s kanalom C0? Če me sprašujete po teh zadnjih informacijah, ki so bile v javnosti, torej da so bile vložene kazenske ovadbe zoper tedanje župane občin Ljubljana, Vodice in Medvode, potem vemo samo toliko, kolikor smo prebrali iz medijev, čisto nič drugega. Mogoče bo moj odgovor koga presenetil, ampak jaz ne verjamem v te obtožbe, ki so. Predvsem tudi zato, ker v resnici župani, pa je komu to všeč ali pa ne vodijo samih postopkov pridobivanja gradbenega dovoljenja. Seveda smo na koncu odgovorni za vse, za tisto, kar vemo in tisto, kar ne vemo, ampak v tem primeru se mi res zdi, da pač se včasih kar malce prelahkotno opleta z izrazi, ki pa so v resnici zelo resni. In tukaj tudi za mojega predhodnika, vezano na občino Medvode, lahko rečem, da vkolikor bi bile kakršnekoli težave, mu bomo pomagali z vso dokumentacijo, z vsem, kar imamo na razpolago, zato da se pokaže, kakšna je vloga oziroma zakaj se je trudila občina Medvode ves čas tega projekta. Pa ponovimo nekatera dejstva. Dejstvo je, da je bila trasa povezovalnega kanala C0 v prostor in prostorske dokumente Mestne občine Ljubljana umeščena že skoraj 30 let nazaj in da se je priprava dokumentacije za pridobitev sredstev iz kohezijskega sklada Evropske unije začela že leta 2008. Dejstvo je, da je to eden od projektov, ki so bili pripravljeni že v prejšnji finančni perspektivi, pa je zanje zmanjkalo denarja, zato je bil uvrščen kot prednostno v novo. Še več, Evropska komisija je precenila, da se morata prej 2 samostojna projekta, projekt izgradnje povezovalnega kanala do čistilne naprave, torej ta sedaj sporni kanal C0, in izgradnje kanalizacijskega omrežja v občini Medvode in Vodice in projekt nadgradnje centralne čistilne naprave v Ljubljani, združiti še s projektom izgradnje manjkajoče kanalizacije v Mestni občini Ljubljana v en celovit projekt. In dejstvo je, da Agencija Republike Slovenije za okolje ni zahtevala okoljevarstvenega dovoljenja. Vse naj bi se dogajalo pod budnim očesom strokovnjakov iz evropske pobude Jaspers in budnim očesom političnih nasprotnikov projekta. Roko na srce so ti že takrat opozarjali na problematiko kanala C0. Skoraj 3 leta je torej projekt čakal na končni da se je v začetku leta 2018 nadaljeval s podpisom pogodbe o sofinanciranju. So na kakršenkoli način ogrožena evropska sredstva. Vemo, da niso samo 3 občine, da je partnerica v projektu tudi država in tudi navsezadnje Evropska unija. Jaz mislim, da ne. Po mojem iskrenem prepričanju ne. Projekt je pripeljan toliko daleč. Zdaj čist natančno ne vem, kako sta ostali 2 občini, na katerem procentu izgradnje sta, kaj še manjka, kako to rešujejo. To je pač stvar, ki je odgovornost njih. Jaz vem, da tisti del, za katerega smo mi odgovorni, torej pogodba od policijskega poligona navzgor, če tako rečem, torej za zemljišča in dela, ki so se delali v občini Medvode, za tem stojimo.
Seveda, danes, ko gledamo nazaj, si marsikdaj rečemo, da je v resnici včasih fajn, da človek ne ve, v kaj gre, ne? Ker drugače bi verjetno že v štartu obupal. Tok nor projekt, kot je bil ta pri nas, posebej v tem koncu Pirnič in tam, ja, zagotovo so težo dneva in večera nosili ljudje, ki tam živijo. Ampak prav nič kaj dosti lažje ni bilo pa ne meni, ne mojim sodelavcem, pa na nek način včasih tudi izvajalcem, ki so tam delali. Torej, šlo je res za zelo, zelo glomazen projekt. Recimo pri nas se je 5 sodelavcev zamenjalo na tem projektu. Zanimivo, vsi so šli na boljše plače in na boljše izzive kot občinski upravi, ker res ne bom pozabil enega, ko je odhajal, pa sva se pogovarjala in je rekel, prav, jaz sem mislil, da bo to delo vezano na stroko, pa na koncu ugotoviš, da je 70% vezano na odnose, 30% pa stroke. Projekt Čisto zate je vreden vključno z DDV-jem kar 135 milijonov evrov. Od tega naj bi bilo nekaj manj kot 70 milijonov evrov evropskih sredstev, dobrih 10 milijonov naj bi prispevala država, preostanek pa 3 občine. V konkretnem primeru je bila finančna konstrukcija za občino Medvode sledeča. Dobrih 8 milijonov nepovratnih sredstev iz kohezijskega sklada in skoraj 1,5 milijona nepovratnih sredstev iz državnega proračuna. Sama pa ne bi primaknila še dobre 3 milijone evrov. Torej, če ne uštevamo tistih zadev, ki smo jih mi naročali dodatno, ker so se potem pač izkazale, da je treba nekje več vodovoda oziroma da je nekje treba tudi kanale, ki niso bili predvideni, podaljšati, zgraditi več, če ne upoštevamo meteornih kanalizacij, na katere smo naleteli, ker pač niso bile nikjer zavedene, potem smo bili celo 200 tisoč evrov pod pogodbeno vrednostjo. Če prištejemo vse tisto, pa nekaj 100 tisoč evrov nad pogodbeno vrednostjo, ampak to pri tako res ogromnem projektu, pri čemer moramo vedeti, da smo imeli cene iz leta 2013 oziroma iz 2014, se mi zdi, da je res en dosežek, ki ga seveda pač ljudje ne znajo niti pohvaliti, niti reči, da je bilo kaj dobro narejen, ampak tisti, ki smo na tem delali, pa vemo, da je bilo to kar zahtevna stvar. Društvo upokojencev Pirniče že vrsto let v tem, lahko že rečemo, prednovoletnem času pripravi dan za spremembe, dan za druženje, na katerega povabi predvsem vse člane, ki jim zdravje še omogoča prihod v dom krajanov. Ob tej priložnosti izkažejo majhno pozornost vsem okroglim jubilantom nad 80 let, letos jih je bilo 23. Letošnja novost pa med drugim nastop letos ustanovljenega pevskega zbora Srebrne zvezde. Dan za spremembo je za Društvo upokojencev Pirniče postala stalnica v tem predprazničnem obdobju, letos torej v četrtek 23. novembra, ko je bil tudi državni praznik dan Rudolfa Maistra. A veste, da sem prav danes razmišljala, kolikokrat je že ta naš tradicionalni dan za spremembe in sem naštela 9-krat. Danes je 9. predstava oziroma 9. prednovoletno srečanje, čeprav je šele mesec november, ampak smo se odločili, da zadnji teden v novembru je ravno pravi čas, da se v miru srečamo, da nas tista prednovoletna mrzlica še ne zagrabi in da si vzamemo lahko čas za eno lepo, prijazno, prijetno popoldne, ki ga lahko preživimo med seboj. Stalnica dneva za spremembe je postal tudi program druženja. Vedno nekaj razvedrila. Goste so povabili igralko, pevko, blogerko, stand-up komičarko Ano Marijo Mitić, ki je v goste pripeljala 3 stand-up komičarje. Skupaj so poskrbeli za dobro dozo tradicionalnega smeha in ploskanja. To je moj najljubši šport. Malo ploskam levo, malo ploskam desno, biceps, triceps, kvadriceps, vse narejen. V kulturnem programu je poleg kamniških mažoret nastopil tudi letos ustanovljeni pevski zbor društva Srebrne zvezde. Pobudnika zanj sta bila Roman Veras in Ciril Debeljak, ki zbor tudi spremlja na harmoniki. S četrtkovimi vajami so začeli januarja, do tokratnega nastopa pa so jih zabeležili že okroglih 10. Tudi vi pripevate v njem? Ja, tudi jaz pripevam. Nekoč sem pela že pri akademskem pevskem zboru Tone Tomšič. Prvi sopran, danes tega ne morem več, ker dolga leta nisem nič trenirala in zdaj se to pozna, veste, na mojem glasu. Danes pa sploh je malo bolj zahripan, ker sem po preboleli virozi. Stalnica dneva za spremembe je tudi pozornost, ki jo namenijo vsem okroglim jubilantom društva. 80, 85, 90, imamo jih kar tudi nekaj
od 90 do 97 let, katerim tudi čestitamo, in to je ena taka lepa prilika, da malo več pozornosti jim lahko posvetimo. Koliko jih je letos mogoče teh jubilantov? Vsega skupaj jih je 23. Nekaj, mislim, da jih je 8 je nad 80, potem 85 jih je kar 12 in 90 jih je 6. Tako da, ja. Včasih ste imeli tudi kakšnega 100 in še čez. Ja, žal letos ni tako, čeprav smo imeli našo najstarejšo članico, ki je dopolnila 97 let, ampak žal jo ni več med nami. Število članov društva upokojencev Pirniče se giblje okoli 270. Kar nekaj časa se trudite, da bi komu nekako predali to vlogo predsednice. Kako kaže? Težko rečem. Pustimo se presenetiti. Zakaj je tako težko dobiti nekoga, ki bi prevzel predsedniško funkcijo, je menda težko reči. Ko sem sama prevzela pravzaprav to predsedniško funkcijo, si nisem predstavljala, da je v bistvu res toliko dela. In toliko organizacije, toliko pravzaprav nekih novih stvari, ki bi jih človek rad uvedel v društvo oziroma med člane društva. Veliko dopisovanj. V današnjem času je treba kar že dobro se spoznati tudi na delo z računalnikom. To se reče, moraš biti digitalno opismenjen. In digitalno opismenjevanje je ena značilnost vašega društva. Ja, mi smo že lani organizirali izobraževanja v sklopu Simbioze. Smo imeli 9 seminarjev na to temo, v letošnjem letu tudi že. Nam je priskočila najprej firma Neutron na pomoč, zdaj pa spet Simbioza, tako da to poteka naprej in udeležba je neverjetno velika, kar nas zelo veseli. Lete, moramo iti s časom naprej, ker drugače bomo ostali nepismeni. Med naloge društva upokojencev so zapisali sodelovanje z različnimi sorodnimi organizacijami v skrbi za ohranjanje socialnega in družbenega položaja upokojencev in uresničevanje njihovih potreb in interesov, spodbujanje in razvijanje druženja, športno-kulturnega življenja, učenja, izobraževanja ter spodbujanje in organiziranje izletov in upokojenskega turizma. Pod okriljem Društva upokojencev Pirniče torej po novem prepeva mešani pevski zbor Srebrne zvezde, pod okriljem Društva upokojencev Medvode prepeva mešani pevski zbor Zlata jesen, v Smledniku pa že 11. leto prav tako mešani pevski zbor Smleški žarek. Čeprav ga sestavljajo samo upokojenci, pa slednji deluje pod okriljem KUD-a Smlednik. Na svoj tradicionalni koncert so nas povabili že prejšnji petek, torej zadnji petek v novembru. Gre za tradicionalni jesenski in ponovno tudi medgeneracijski koncert. Veseli smo resnično, da so se odzvali naši vrtčevski otroci, da so se odzvali klubovi Dramski krožek, da so se odzvali naši priljubljeni taktiki in se jim ob tej priliki prav lepo zahvaljujem. Sami smo pa pripravili domače oziroma ljudske pesmi, kot običajno. Imeli smo prav prijeten medgeneracijski večer. Pevke in pevce je v letu 2012 povezala predvsem ljubezen do ljudskih pesmi, ki jo ostajajo tudi vnaprej zvesti. Napolnjuje nas srečo z veseljem, z ljubeznijo, bi človek rekel, da brez nje ne bomo mogli preživeti. In moramo naučiti tudi tele naše mlade, da bodo znali vsaj prisluhniti. Zaradi epidemije koronavirusa so v letu 2020 in 2021 prekinili tradicijo koncertov. Lanskoletni je bil spet poseben, jubilejni ob 10. obletnici in že sicer je za njimi, kot pravijo, pestro leto. Letošnje leto je bilo zelo naporno, moram priznati, da je bilo že kar v začetku leta zelo pestro.
Udeležili smo se raznih prireditev in dejavnosti, bom rekla, od nove knjige do vrtca, do obiska v domu starejših občanov. Na Starem gradu smo vinsko trto posadili, tako da zelo je bilo pestro, moram priznati, zdaj iz glave že skoraj ne vem več, toliko je bilo vsega. Med drugim so zapeli tudi na slovesnosti ob 70-letnici Društva upokojencev Smlednik, pod okriljem katerega je zbor pred 11 leti začel delovati. Sedaj pa je sekcija Smeškega kulturno-umetniškega društva. Mešani pevski zbor Smeški žarek vse od začetka vodi profesor glasbe Tomaž Grajzer, ki poskrbi tudi za glasbeno spremljavo, največkrat s harmoniko, tudi tokrat. In kaj v zboru, tokrat je na oder stopilo sicer le 11 pevk in pevcev, obljubljajo za v prihodnje. Moram tako priznati, da vsako leto nam kdo pravi, da ne zmore več in tako mi se trudimo, bomo poskušali zdržati vsaj še kako leto. Drugače pa tradicionalno, nič novega ne bomo izumili. Nič hudega, le da jim bo uspelo še naprej ohranjati to lepo staro. Ko greš na koncert moškega pevskega zbora Župnije Preska, pričakuješ veliko tradicionalnega. Tradicionalno gre za pozno novembrski koncert v pastoralnem domu. Sedaj ga že vrsto let vodi Janez Dolinar, ki prebira tekste, ki jih tradicionalno že pripravi predsednik zbora Marko Bečan in kot veleva tradicija na koncert povabijo tudi koga v goste. Manj tradicionalno je le dvoletno sodelovanje z zborovodjem Primožem Leskovcem. Pa začnimo na koncu. Po koncertu je bilo že kot tradicija veleva tudi druženje v preddverju dvorane, kjer so pevci najprej zapeli rojstnodnevno napitnico. Kako zvenijo brez vas? Ja, lepo, moram reči. Redko slišim. Ja, zelo lepo. Po našem vedenju moški pevski zbor Župnije Preska deluje že dobrih 16 let. 20 let od tega so prepevali pod vodstvom Marka Jankovca. Korona in obveznosti, ki jih je imel ta na fakulteti za elektrotehniko, so prekinili lepo sodelovanje. Je pa bil tokrat med poslušalci. 2 leti pa jih sedaj vodi Primož Leskovec. Ja, v bistvu smo ga dobili težko, ker imajo vsi dobri zborovodje pač ful obveznosti, ful so že obremenjeni. Z njim smo se kar ujeli in potem se prilagajamo drug drugemu. Je bila to težka odločitev, glede na to, da najbrž ni edini pevski zbor? Ja, to je res, da ni edini, ampak ne vem, ne, da bi bila težka odločitev. Ne vem, sploh se mi zdi, je takoj v štartu, ko smo se nekako srečali, spoznali. Se mi zdi tako neka sinergija, pač delam z ljudmi že celo življenje in mi to ni problem. In tudi tukaj bom rekel, da je takoj pač neka iskrca preskočila ali nekaj. Smo se v bistvu takoj nekako poenotili in smo vedeli, kaj hočemo in tako. In tudi meni, se pravim, zelo rad pridem tukaj na vaje, bom celo tako rekel, jaz delam v tem našem domžalskem kotlu, en zbor imam v Celju, tukaj Preska, bom rekel tako, da grem zelo rad čez Trojane, pa zelo rad iz Domžal ven, no. In tako da mislim, da se kar nekako dopolnjujemo, pa razumemo. Moški pevski zbor Župnije Preska trenutno šteje 13 pevcev, menda idealna zasedba. 3 prvi tenori, 3 drugi tenori, 3 baritoni, 3 basi, to je idealno. Tukaj je raven to, da so po 3 na glas in se v bistvu potem se nekako neka forma, neka toplina oziroma neka barva glasu se uskladi, no. Bom pa tako rekel, je tukaj v tem zboru še ogromne rezerve, fantje se morajo še majčkeno sprostiti oziroma imajo veliko potenciala, ki ga mogoče še, nam rekel, ne znajo, ne upajo izkoristiti, bi pa raven to rad od njih dosegel, da bi se malo sprostili, pa da bi bili mogoče majčkeno bolj živahni oziroma življenjski, ne preveč uniformirani.
Poleg šopka narodnih in ljudskih, pa tudi priredbe narodno-zabavnih, pa tudi dalmatinske pesmi so bile vmes. Za 4 je priredbe napisal prav njihov zborovodja. Raven zdaj sem spoznal prejšnjega zborovodjo, ki je rekel, a ta vam je pa tudi dalmatinske dal, ne. Tako da, ne, in to sem pa rekel čistko malo za dušo privezati, oziroma mogoče malo tudi za neko monotonijo, malo razbiti ali pa da je nekaj drugačnega, nekaj drugega. In sem jim v bistvu te stvari prinesel in tudi potavečem te zadeve jaz sam naredim, ker rabim pač tako za druge zbore. Gre za to, da prinesem nekaj svežega, nekaj tazga, ki se nikjer drugje ne poje, da je nekaj novega, mislim, se nikjer ne piše, da je boljš, ampak je nekaj drugačnega. Se pravi, se ne ponavljamo z drugimi. Ne? In kle smo mi to čist v tem duhu zdaj že 2 leta v bistvu tako neke pesmi vadili, ki smo jih imeli čistko zase, mogoče za revijo zborov, ki smo mogli iti, pa kaj tazga, ampak sploh ne namensko, da bi rekli, ne vem, zdaj bo pa to za nek koncert ali pa to. Čistko in se pa zdaj nekaj tega nabrala. Ne? Tradicionalno že ima koncert tudi rdečo nit veznega besedila. Zadnjih 10 let ga vodi Janez Dolinar, ki prebira besedila, ki jih za to priložnost pripravi prav predsednik zbora Marko Bečan. Ja, letos je Tavčarjevo leto, torej Tavčar je umrl leta 1923 in 100 let njegove smrti je, zato sem izbral tekste iz Tavčarjevega opusa. Ja, prebral sem Med gorami, Cvetje v jeseni, Visoška kronika in še nekaj drugih romanov in potem sem našel pač primeren tekst za naš program. Moški pevski zbor Župnije Preska že tradicionalno na koncert povabi tudi goste. Ja, Eva Bečan je hčera od našega basa, Maruša Gortner je pa hčera od drugega tenorja. Eva Bečan, ki postaja stalnica tega koncerta, torej prihaja iz Seničice. Poleg tega, da redno igra orgle pri liturgiji v domači cerkvi v Preski, igra seveda tudi klavir in uživa takrat, ko ustvarja slaščice in pekovske dobrote v domači kuhinji. Maruša Gortner, dijakinja Umetniške gimnazije v Celju, je pred 4 leti violino zamenjala za violo. Kot solistka je prejela že številne nagrade, tako na državnih kot mednarodnih tekmovanjih. Podobno tudi kot članica v orkestrih in komornih zasedbah. Tokrat je zaigrala tudi ob klavirski spremljavi Mame Eme. Skupaj je naslov fotografske razstave, ki je te dni na ogled v Medvoški knjižnici. 6 avtorjev, sedanjih in nekdanjih članov fotografske sekcije društva Fofite, je na ogled postavilo različne motive v črno-beli tehniki, ki je za mnoge fotografe ena najljubših. Saj motivi brez barv dobijo čisto nove dimenzije. Naša ekipa si je ogledala odprtje razstave, avtorji pa so predstavili svoja dela. Razstavljalci so dolga leta pod vodstvom mentorja Borisa Primožiča pridobivali izkušnje na različnih področjih fotografije. Zato je tudi ta razstava raznolika. Prijatelji, ki jih druži ljubezen do fotografije, se predstavljajo vsak svojo temo v črno-beli tehniki. Avtorji so v knjižnici Medvode že gostovali na skupinskih in samostojnih razstavah. Ideja je bila taka, da se z manj fotografijam predstav vsak, zbrav 3 fotografije vsak dan naredi, v črno-beli tehniki, svojo zamisel, zato ker vsa leta smo nekako skupaj delali, smo imeli teme recimo les, železo ali pa medvoška polja, medvoški kozovci, hribi pa tak. Veliko smo Medvode obdelovali, pa smo rekli, bi pa enkrat še črno-belo tako naredili. Vsak ne nekaj svojega naredi, pač ne se pokaže s svojim stvarmi. Kakšna je specifika črno-bele tehnike? Zdaj mi laiki mislimo, da daš samo črno-beli filter čez in je to. Kakšna pa je v resnici specifika te vrste? Jaz izhajam še z klasične fotografije, smo imeli črno-bele pa barvne filme, ampak črno-bela fotografija kot taka je bolj pripovedna kot barvna, ker pri barvni fotografiji te barve zavedejo in nekaj gledaš, ki je rdeč, ena ima rdečo obleko in sam tisto rdečo obleko gledaš in ostalega ne vidiš. Pri črno-beli fotografiji se recimo pri ljudeh vidi mimika obraza, roke, mislim, to bolj gledaš, bolj je pripovedna, barvna je za razglednico v bistvu. V črno-beli tehniki velikrat delamo, ker imamo vsi radi črno-bele fotografije. Zbrali smo pač to pot vsak svojo temo.
Jaz sem svojo drugo ljubezen, to je narava, sem predstavila 3 fotografije gozda. Druga tema je bila ponavadi arhitekturo, imam rada stara mestna jedra, ker je bilo pa to na prejšnji razstavi, je pa zdaj gozd, po katerem jaz izredno rada hodam. Zdaj, naravo smo navajeni v barvah, ne vedno občudujemo pomladi, poleti, jeseni, kako spreminja barve. Kako pa je ujeti oblike v črno-belo tehniko? Je drugače? Je drugače, motiv moraš majčkeno drugače zbrati, pa je to lahko zelo lepa fotografija. Poleg Borisa Primožiča in Irene Krasnik so na ogled postavljena še fotografska dela Ade Trkulja, Grete Skvarča, Matevža Jeklerja in Petra Slaparja. Od kje navdih za vašo temo z naslovom Abrakadabra? Ja, izhajala sem iz svojega imena, Ada Kadabra namesto Abrakadabra. Zelo me zanimajo te triki, oziroma tukaj gre bolj za zgodbo, kako nas recimo televizija z raznimi triki pripravi do tega, da bi nekaj verjeli, v resnici nas pa pač manipulirajo. Tako da prva slika je prvi trik, ki se mogoče zgodi, mogoče ne. Drugi trik, ki se tudi ne zgodi. Tretja fotografija gre pa za to, da v bistvu nekdo upravlja z nami, oziroma tukaj v tem primeru z lutko. Ampak mi tega ne vidimo, ker pač vse je v nekakšnih trikih. Je bil pa večer prav poseben tudi zaradi napovedi slovesa dolgoletnega mentorja Borisa Primožiča, ki je napovedal, da bo vodenje sekcije predal v mlajše roke. Ja, jaz sem že kar dolg časa, že v prejšnjem kudu Medvode sem bil, počas me, kako bi rekel, dosti imam tega, pa tudi ljudi premalo. Članov je premalo, mladi ne grejo not, ko imajo telefone, to jih ne zanima. Jaz sem hotel celo klasiko nazaj uvesti, pa tega še ni tle, pri nas toliko v tujini je ogromen. Tako da naj kakšen mlad prevzame to, kajti težko je meni slediti, kaj bi tam mladi radi. Če jih pa vprašaš, kva pa bi, pa ne vejo, ali se pa ne znajo odločiti, ne vem. Počas bom nehal, 70 let sem bil delal star in bom še kakšne druge stvari delal, pa malo za dušo bom delal. Kaj pa planirate, kaj so te načrti za dušo? Ja, za dušo, jaz bi naprej s fotografijo se ukvarjal, klasiko, in pa jaz sem delal cel življenje airbrush, retušo in bom še s tem malo nadaljeval. Vsekakor pa še vedno vabijo nove člane v svoje vrste. Razstava skupaj pa bo na ogled do 15. decembra. Spet se vračamo k bogati koncertni dejavnosti zadnjega novembrskega vikenda. Medvoška sleaze rock heavy metal skupina Street Creeps s kar lepo kilometrino je namreč pripravila poseben koncert ob izidu prvega avtorskega albuma, ki nosi naslov Medvode to LA. Za ogrevanje sta poskrbeli skupini Angels X in Godzilla. Kdo so torej konec leta 2023 medvoški sleaze metalci? Street Creepsi, ki beležijo sicer kar lepo kilometrino, nekaj menjav v sestavi pa vendarle šele v tem letu izid prvega avtorskega albuma. To je sedaj tisto jedro, ki predstavlja vašo skupino. Ja, jaz sem vokalist Nejc, to je kitarist Domen. Z nami v bendu sta še Štuhec, basist, pa bobnar Kristjan. Imenujemo se Street Creeps, delujemo že od začetka tukaj v Medvodah, plec imamo na Snici. Tako da samo jedro smo pa nekako zdaj že neki cajta, kar isti člani. Smo se pa tudi menjavali skozi leta. Za ogrevanje je poskrbela skupina Angel X, slovenska glasbena skupina 5 študentov, ki svojo glasbo rockerskimi ritmi 60. in 70. let prejšnjega stoletja nagovarjajo tako rock nostalgike kot tudi mlado občinstvo, ki jih prepriča drugačna muzikalnost. Z agresivnejšimi električnimi kitarami so blizu hard rockerjem, besedili pa melanholično razpoloženemu delu občinstva. Kot prvi ta večer pa je nastopil heavy metal podmladek Godzilla. Katjuša, Nace, Svit in Oskar so stari od 10 do 12 let. Prvič so nastopili letom primerno na šolski prireditvi. Poleg svetovne klasike te zvrsti največ preigravajo slovenski heavy metal, med drugim tudi vzornike skupino Metal Steel. In ko smo že pri slednjih,
Potegnimo še vzporednice s tokratnimi gostitelji, skupino Street Crips. Vidva, koliko ste bila stara, ko ste zašla v tele rock'n'roll vode? Ja, v bistvu še malo mlajši, kot Godzilla. Tam od 8 leta naprej, no. Sem že nekako te muski. Ja, vzibal, ko bo poslan. Ja. Torej, če povzamemo, 3 izmed aktualne zasedbe so Medvoščani, Nejc Povšen, Domen Jamnik in Kristjan Škofljanec. Njegov brat Aleks je bil prvi pevec metal stilov. Slednja 2 sta bila sprva člana thrash metal skupine Deadline, ki je med drugim vadila v prostorih osnovne šole Medvode. Prvi nastop so imeli leta 2010, po odhodu pevca pa so se preimenovali v Classified. Med drugim so bili tudi gostje na oktobrskem jubilejnem koncertu metal stilov. In skupina Street Crips je svoj prvi pravi nastop na tem odru kluba Jedro imela leta 2012, prav tako na koncertu z metal stili. Od takrat so stali na številnih odrih, naklonjeni tovrstni glasbi. Ta zvrst glasbe, ki jo nekako furate, je kaj, recimo? Običajno rečejo, nočemo se predalčkati, ampak vendarle mi, poslušalci, vas popredalčkamo. Nekaj med heavy, glam, pa še. Pač nekaj svojega. Ne vem, ne znamo opredeliti. Street rock'n'roll. Street rock'n'roll, v redu, sliši se v redu. In danes ste predvsem zato tukaj, da predstavite, če sem prav razumela, prvi avtorski album. Kako je nastajal? Ja, nastajal je kar dolg cajta. Mislim, več ali manj komadov smo midva spisala pač te osnove, no. Vse bolj na koncu smo še vsem skup. Ampak nastajal je skozi celo našo kariero, no. Pa kakor se je nabrali komadov, smo jih pol skup vrgali, pa rekli, ajde, to je to. Snemali smo ga pa zdaj, malo pred korono, malo med korono. Evo, zdaj pa predstavitev. Moderni sliz rock, pristna energija uličnega rock'n'rolla, glasba je enostavna in hitra, besedila pa, no temu pa na samem koncertu težko slediš. Kdo je avtor večine besedil? Avtor besedil sem jaz. In besedila govorijo o čem? Ma čisto različno, rock'n'roll, seks, droga, to, kar se dogaja, no. Torej tipični rock'n'roll v besedilih. Tako, poulični razbojniki. Torej, ja, ravno ime, zakaj je ravno to ime, če vadimo na Selnice, ker ulic pač ni? Ja, takrat me pa še ni bilo, ko so zbirali ime, tako da bom mogel najti povedati. Ja, ne, nekako smo dosti tudi cajta po raznih metelkah pa to preživeli kot mulci, seveda. In nekako smo se najdeli v tem imenu, no, ne vem, zakotne ulice so nam všeč. Njihov prvi avtorski album nosi naslov Medvode to LA. V skladbi je 10, naslov je pa, ne vem zakaj, ti imaš besedila. Ja, v besedilu enega komada rečemo v bistvu From Medvode to LA. In to nam je nekak cilj, da enkrat pridemo v LA pa tam igramo špil. Prav ta skladba je bila prva, ki so jo kot demo posnetek posneli pred 7 leti in do sedaj, do prvega avtorskega albuma prehodili do LA-ja, po mnenju tistih, ki se na to zvrst glasbe bolje spoznajo, že dobršen del poti. Badminton klub Medvode je pretekli vikend v medvoški športni dvorani uspešno izpeljal tradicionalni mednarodni turnir za tekmovalce mlajših kategorij in dokazal, da Medvode ostajajo občina, kjer je badminton doma. Medvoški badminton klub ima v športni dvorani zares dobro prizorišče za številna tekmovanja. Od tistih nižjih kategorij do mednarodnih, kakršen je potekal pretekli vikend. Tukaj poteka mednaroden turnir, Leaning Cup 2023 in je sicer 14. mednarodni turnir. Poteka do 11, 13, 15 in 17 let, igramo pa na 11 igriščih. Tekmovanje je bilo izredno dobro obiskano, tako strani tekmovalcev kot tudi navijačev, sicer predvsem staršev in sorodnikov mladih igralcev. Prijavilo se je ogromno število igralcev iz raznolikih držav. Lahko se pohvalim, da je ena dlekica prišla tudi iz Maldivov. Tako številčna udeležba je seveda pomenila tudi velik organizacijski zalogaj, ki pa ga sedaj že usposobljena ekipa badminton kluba Medvode uspešno izpelje. Z organizacijo je kar veliko dela. Večer prej smo mogli še postavljati dvorano, potem da uredimo sodnike, vrhovne sodnike, sama organizacija, žreb, tekmovanja,
Tako da ja, dela je kar veliko. Pa poskrbeli smo še za prehrano igralcev, organizirali smo jim kosilo in večerjo, tako da je tudi za prehrano poskrbljeno. Številčna je bila tudi tekmovalna zasedba domačega kluba, ki uspešno vsako leto privablja v svoje vrste nove člane. Iz našega kluba Beka Medvode se je prijavilo okrog 20 igralcev in par izmed teh je tudi zelo perspektivnih in tudi ciljajo na višja mesta na tem turnirju. Na koncu tekmovanja je bilo razvidno, da so najboljši tekmovalci prišli od vsepovsod in da v močni mednarodni konkurenci medvoški tekmovalci potrebujejo še več treninga in podobnih tekmovalnih izzivov. Od domačih tekmovalcev je bila edina dobitnica medalje ponovno Teodora Milivojević. Medvoški policisti tokrat ne poročajo o prometnih nesrečah, zato pričenjamo s kaznivimi dejanji. Oškodovanec iz Žlebov je prijavil vlom v stanovanjski hiši. Storilec je izkoristil odsotnost lastnika v popoldanskem času in vstopil skozi okno s silo telesa. Odtujil je več predmetov, policisti pa bodo po zbranih obvestilih o ugotovitvah obvestili tožilstvo. Vlomilci so na silo skozi vrata vdrli tudi v stanovanje v Preski. Odtujili niso ničesar, so pa po dejanju na drugem koncu naselja izvršili še vlom v stanovanjsko hišo, kjer prav tako niso našli zanje nič uporabnega. Neprav uspešno se je končal tudi poskus vloma v vozili parkirani v Smledniku. Je pa očitno vlomilec povzročil manjšo škodo pri svojem dejanju. V Rakovniku pa je bil vlomilec bolj uspešen, iz skladišča je odtujil kolo, policisti pa zdaj še preiskujejo dogodek. Poštena občanka je policistom izročila telefon, najden pred trgovino Špar. Ko bodo policisti ugotovili, čigav telefon je, ga bodo vrnili lastniku. V tem obdobju so policisti žal uspešni tudi pri odkrivanju pijanih voznikov. Eden je tokrat napihal v Zbiljah. Bodite torej zmerni pri pitju in če vozite, raje prepustite volan treznemu vozniku. In glede na tokratno najbolj pogosto temo črnokronike, tema je krasno zavetje vlomilcev in zelo priročna za ugotavljanje, kdaj ste doma. Poskrbite vsaj za to, da bodo morebitni nepridipravi pri svojem dejanju neuspešni. Zavarujte svoje premoženje in seveda bodite zelo pozorni na vse sumljive osebe, ki se potikajo naokrog. Konec leta je, kot ste najbrž opazili že tekom nocojšnje oddaje, tudi čas, ko nas pogrejo številni zanimivi dogodki in koncerti. Ta konec tedna tako med drugim vabljeni na koncert ob 10-letnici Sorških orgličarjev, na predstavitev knjig Vikija Grošlja in Reinhold Messnerja in še na premiero Fafitejevcev Zaprta vrata. Pa še kaj se bo našlo, če spremljate dogodke v občini. Tudi mi bomo tam in poročali v naslednjih novicah med vodami čez teden dni. Se vidimo, nasvidenje.